Z nami je danes dr. Aleš Debeljak, slovenski pesnik, esejist, kulturolog, ukvarja se oziroma proučuje religije, kulturo, literaturo, seveda še posebej. In še veliko tega bi lahko povedala, ampak bi začela za sprostitev v tem filmu z eno kratko zgodbico, ki je pravzaprav zanimiva za vse nas, ki smo Ljubljančani. Namreč Aleš Debeljak je soprog Erike Johnson Debeljak, ki je prišla iz Amerike za svojo ljubeznijo in je postala, kar je zelo zanimivo, slovenska pisateljica, ki piše v angleščini, ampak njene stvari izhajajo pravzaprav iz slovenskega prostora, ker ona je pravzaprav tukaj našla sebe kot pisateljico. Pred nekaj leti je gospa Debeljakova napisala v delo en zanimiv članek o Ljubljani, namreč kaj bi se moralo dogajati, da bi Ljubljana postala resnično prestolnica. No in kot prvo stvar je navedla, da bi bilo treba odpreti trge, očistiti trge in jih vrniti njihovemu osnovnemu namenu, to je ljudem, srečevanju in tako naprej. In meni se zdi to se pravzaprav tudi delno uresničuje, mogoče ne ravno zaradi gospe Debeljakove, ampak vendar ne. In meni se to zdi zanimivo, kako nekdo, ki pride iz drugega okolja, kulturnega, ima izostren pogled za neke zelo pomembne stvari. In zdaj zvezo s tem filmom, meni se zdi, da ta film še bolj funkcionira v neislamskem okolju ali pa v nekih drugih krajih, ker še bolj izostreno vidimo te odnose, te razmere, te moralne stiske. Toliko sem to zgodbo povedala, da se mi zdi kar malo povezana kulturološko. Ta film, nekaj sem prebrala v njem, kako so ga sprejemali po svetu, in ameriški kritik James Bowman je zelo hvalil ta film, seveda mu je bil zelo všeč, ampak je zaključil, da pravzaprav Američani so včasih znali delati take filme, zdaj jih ne znajo več, take preproste in globoke filme. In konča s stavkom, ta film vam bo strl srce. In kdaj ste v zadnjem času videli kakšen film, ki vam je strl srce? A vam je strl srce? S trtim srcem človek lahko samo hlipa. Z srcem pa, ki ga prizadane oziroma se ga dotakne, bodi si podoba, bodi si zgodba, pa je še mogoče občevati tudi navzven. No, z drugimi bolj preprostimi besedami, film Meganu me je pretresel, hkrati mi je pa tudi dal precej hrane za misel, da tako rečem. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da imamo opravka z poštenim filmom, ki govori o tem, kako težko je biti pošten. Govori o dilemah, ki so dileme srednjeslojske družine, tako rekoč kjerkoli na svetu. Seveda je zunanji okvir islamska teokracija, šiitski islam, ki je državna religija v Iranu, ampak če pozorno opazujete, boste videli, da je pravzaprav ta razsežnost navzoča bodi si v pobožni služkinji, ki jo Nadir dobi potem, ko se njegova žena odseli, bodi si v začetni predpostavki filma, v kateri mora moški dati soglasje za odhod ženske v tujino. Ta je versko motiviran. Drugač pa gre za družino, ki je razcepljena, družbo, seveda družina je tukaj samo zrcalna podoba družbe, da tako rečem,
Gre za torej srednjeslojsko družino, ki reflektira družbene delitve, tako po spolu, kakor po veri, kakor po socialnem statusu in po političnih preferencah, oziroma konzervativnosti, liberalnosti, svobodomiselnosti, tradicionalnosti. Ne? In vidimo, da pravzaprav, če odmislimo ta, da ne tako rečem, okvir ali pa lak, verski lak, se nenadoma soočimo z minskim poljem vsakdanjega življenja v katerikoli srednjeslojski družini, v kateri pride iz tega ali onega razloga do svoje vrstne naveličanosti, obupanosti, občutka slepe ulice in potrebe po rešitvi. Rešitev ni v ločitvi. V slovenščini je preveden to kot ločitev, ampak kaže, da ima slovenščina vsaj eno besedo premalo. V angleškem prevodu gre za separation, se pravi za fizično ločitev, ne pa tudi za legalno, pravno ločitev, kar povzema naša beseda ločitev, ne? Zakonska ločitev, ločitev zakona. Torej gre za nek svojevrsten razhod, za čas in prostor, prostor za dihanje, ki ne bi si ga partnerja dala. Okay. Ampak v celotnem, kar je mene najbolj pretresalo, je to, da navzlic dejstvo, da imamo opravka z dvema skupinama, z dvema družinama, ne, v kateri so moški tisti, ki so drobnjakarski, gnani z občutkom časti, moralne pravičnosti, zato tudi jeze. Ženske so tiste, ki vejo, da spopad na vse ali nič, kjer eden zmaga in drugi izgubi, bo katastrofalen za vse, zato bo treba poiskati neko obliko kompromisa, ne, torej iskanja skupnega prostora, skupnega imenovalca. Ampak pravim, navzlic vsem tem osredotočenjem na težave, dileme, zadrege, laži, leporečništvo in svetohlinstvo odraslih je pravzaprav najbolj pretresljiva figura, podoba, osebnost te 11-letne deklice, ne, s katero se film tudi zaključi, ki vse opazuje, vse te velike pretrese, izražene z malimi gestami, zamolki, dolgimi, mučnimi tišinami, banalnostmi in tako naprej. Vse to absorbira kot neka spužva, kot neka goba, srka vase, predeluje, hkrati brani očeta, kot se spomnite, ne? Po drugi strani pa s to obrambo tudi sama stopi na moralno-spolski teren, na katerem ni mogoče natančno ločiti med dobrim in napačnim. Ne? In je zato ravno v osebi te 11-letne deklice treba videti to, rečem, reprezentativno žrtev odraslih sporov. No? Pozablja, ne, otrok je nekako v drugem planu, v drugem planu, v ozadju, vendar pa je to zgodba, ne, se pravi, to je prihodnost. Prihodnost, torej, ki se hrani z preteklostjo, prihodnost, ki jo preteklost sama duši. In ta preteklost, ki se je razvila v uri in pol pred nami na srebrnem ekranu, pa prikazuje v bistvu sodobne človeške dileme, sodobno človeško kondicijo. Ne? Kaj pomeni biti zavezan moralnemu kodu, kaj pomeni biti zavezan zunanjim znamenjem pobožnosti oziroma meščanskega kodeksa. Vse to so vprašanja lojalnosti, ljubezni ali pa ljubezni, ki izhlapi in jo nadomesti rutina. Kako ven, na kakšen način vzdrževati medgeneracijsko solidarnost, ne, se pravi, da v imenu skrbi za očeta, ne, Nader v bistvu pozablja na svojo hčerko, da tako rečem. Ne. In kje je tukaj
se pravi, čezgeneracijska solidarnost, ne, ko pa gre pravzaprav za svojevoljno slepoto, da tako rečem. Ne. No in te prelomi, prekinitve v tej kontinuiteti solidarnosti, transgeneracijske solidarnosti, pa izhajajo iz tistega, kar zelo dobro pozna tudi sodobna, moderna, sekularna zahodna družba, ne? To pa je pretirani egoizem oziroma narcisizem oziroma osredotočenost nase, kar je zelo lepo vidno pri zlasti moških članih obeh vojskujočih se, spopadajočih se skupin oziroma družin. Ja, najbrž nihče nas ne bo pozabil tistega stavka, ko žena očita na Viri, da jo noče pustiti očeta, ker pač itak oče ne ve zanj, da je to njegov sin, pa on reče, ampak jaz vem, da je to moj oče. Ne? To je en tak bistvo tega odnosa, ne, s katerim se zahodna civilizacija težko slabo sooča, ne, v bistvu. Ja, videli smo pravzaprav tudi kar nekaj filmov, ne nujno v tem programu, oziroma nisem prepričan, da v tem programu, ampak ni prostora za starce, ne, je zelo, zelo dramatičen ameriški film o tem, kako o skrhanih transgeneracijskih vezeh solidarnosti, ne, kako ki pa, do katerih pa pride, seveda zato, ker človeka v sodobnih zahodnih družbah, ki pa so globalizirane, se pravi glavnem vse posod po svetu, ne, v katerem vlada sodobni kapitalizem, človek ni več cilj sam na sebi, ampak se pod pritiskom logike ponudbe in povpraševanja, ki je izrecno ekonomska, tržna logika, se splošči v eno samo dimenzijo in postane sredstvo, ne pa cilj sam na sebi. Ne? Človek je danes sredstvo. Človeka zreducira, sploščiti na eno samo razsežnost, se pravi razsežnost učinkovitosti, ki jo je mogoče meriti z maksimizacijo profita oziroma povečevanje dobička. In tisti trenutek, ko človek ni več sposoben se obnašati v skladu z prevladujočimi pričakovanji, ki se strjujejo v zahtevo po tržni učinkovitosti, po prodajljivosti, ne? Tisti trenutek je odrezan, se pravi, služi kot neke vrste je nepomemben za celotno ekonomijo, s tem pa pozabljiv, s tem pa odvrgljiv. In to je usoda človeka v kapitalizmu, v katerem smo mi sami, z veliko pomočjo korporacij in državnikov in politikov, dopustili, da ekonomiziramo vsa področja človeškega življenja. Kako to, da mirno, bolj ali manj mirno, gledamo, kako se v ekonomsko kategorijo, gospodarsko kategorijo, kategorijo blaga, ki ga ponujamo in ki ga drugi iščejo, ne, spreminjajo vse sfere človeškega življenja, tudi take, o katerih do včeraj nismo sanjali, da jih lahko kolonizira, si podredi ta logika, gospodarska, tržna logika. Ne? Se pravi, ljubezen, šport, pustolovščine, potovanja, medosebni odnosi. Vse smo zreducirali, sploščili na eno samo razsežnost. A imam jaz kaj od tega, a je učinkovito, a to lahko prodam? Pomislite, najbrž ne v vaši generaciji, ampak zadosti je eno, dve nižje, pa boste videli, da je sestavni del vsakdanje govorice že tako do take mere prežet z tržno logiko oziroma z slovarjem, ki izvira iz tržnih, ne pa iz medčloveških razmerij, da celo za kakšno idejo, s katero se strinjamo, svojemu sogovorniku rečemo, da, strinjam se s tem, kupim to idejo. Je že besedišče ne prišlo. Običajen govor
V običajen govor je to prišlo in zato še enkrat vidimo, kako je imel stari kitajski modrec Konfucij. Prav, ko je rekel, da če bi bil on vladar, bi najprej spremenil slovar in slovnico. Zakaj? Zato, ker je jezik, s katerim opisujemo stvarnost, že zastrupljen z to stvarnostjo samo. Ne? Opisujemo kapitalistično stvarnost z jezikom, ki je sam se ali pa se vedno bolj podreja tej kapitalistični učinkovitosti, ne? Produktivnosti. Medtem pa sem prepričan, da vi, tudi jaz, za mlajše pa nisem več prepričan, zato pa poučujem. Vemo, ne, da vseh razsežnosti človeškega življenja ni mogoče zreducirati na denar in vemo, da zlasti sanj ni mogoče zreducirati, stisniti v ekonomsko kategorijo. Ne? Z enim svojevrstnim korakom upanja ali pa utvare, pa lahko rečemo, da je na vse zadnje filmska zgodba pa kristalizirani sen. No in sen, ki ste ga pravkar videli, ne, je sen, v katerem se pravzaprav lahko, vsaj deloma, prepoznamo mi vsi. To pa je hkrati tudi znamenje velike umetnine. Se pravi, umetniškega dela, k kateremu se vračamo. Ne k tistemu, umetniško delo ni tisto delo, ki smo ga prebrali, pokonzumirali, potrošili, prebavili, ampak tisto, ki nas vedno znova vznemirja in se vračamo k njemu, zato ker zastavlja več vprašanj, ker zastavlja vprašanja, ne da bi ponujal odgovore. Ne? In vprašanje o tem, kje je ločnica med dobrim in slabim, da ne rečem dobrim in zlim. Ne? Dobro in slabo je uporabna, dobro in zlo pa so izključevalne moralne kategorije in vodijo v moralizem. Ne? No, ampak ločnica med dobrim in slabim je premakljiva. Iz filma natančno vidite, da je premakljiva. V slehernem taboru, v obeh taborih in znotraj članov obeh taborov, članov in članic obeh taborov, obeh družin, ne, poteka ta ločnica. Ne gre za to, da je ena družina dobra, ena pa slaba. Ne glede na to, kjer kriterij vzamete, ne bodi si po, ne vem, naprednosti mišljenja, bodi si po vsakdanji praksi. Vidite, da je pravzaprav življenje sestavljeno iz drobnih lažine, za katere upamo, da so neškodljive. Vendar pa je hkrati tudi film ena velika, pretresljiva, ganljiva, smem reči, tragična ilustracija tega, kako je človek žrtev nenačrtovanih posledic svojih velikih nenačrtovanih posledic, ki izhajajo iz majhnih dejanj. Z majhnih laži, kot je v tem filmu. Pravzaprav se tukaj je bilo verjetno ne šlo za potisnjenje tega vedenja o nosečnosti. On v bistvu na to ni mislil, ni to postavil še kasneje, pomembno. Tiščanje Nojeve glave v pesek je učinkovita prispodoba za tudi mnoge aktivnosti oziroma odsotnost le-teh v slovenski civilni družbi. V islamu najbolj šel niti ni smel tako opazovati oziroma ogledovati. V islamu je to tako, da on po mojem, da resnično ni vedel, ne se je. Ja, vedel je, ker je priznal hčerki, najbrž ni priznal nekaj, ker je bilo to priznanje pravzaprav usodno za njun odnos. Jaz vabim zdaj k razmišljanju gledalce. Očitno je občinstvo povsem prevzeto s pričo filma, ne? In se vam najprej zdi, se že film zastavlja toliko vprašanj, zakaj bi še jaz k tem prispeval? Ja, vsi so samo vprašanje. Tudi, če se bom prva, ne bom presela, ne slišite presela. Tudi, če bom prva, samo da začnem, o čem
mi je ta film največ pomenil. Drugi sem ga gledala, to se pravi ponedeljek, pa zdaj. Tudi dvakrat sem vprašala, a boste vi prisoten, ker vas prvič vidim, v stvari tudi slišim v originalu, pustimo zvočnike, pustimo to. Ker nikoli, vedno sem razmišljala z tem, kar sem prečitala, par stvari, od vaše, ne samo najlepše soproge, a najboljše, najbolj pametne, s tem, da sta iz dveh svetov. Vi kot naš Slovenec, še vedno mislim, da ste Slovenec, ni važno, koliko državljanstvo je, pa gospa izgleda iz Amerike. In kadar sem tudi tukaj povedala vaše misli, simboličen dolg ne bo nikoli od zibelke civilizacije, ne bo nikoli poplačan, oziroma kako, a veste, sem že to povedala, da ne bom ponavljala, ker lahko direktno tudi na pamet povem. Ampak samo za začetek. Ta film pove največ, kaj pomeni svetovni nazor. Ne samo danes, odkar obstaja, da vse religije, kakorkoliko jih je, imajo en cilj. Biti jutri boljš, pošten, lepše. Generacije so za nami, ki vejo več. Znanje je tisto, ki odpira okna, vrata, svet. Ampak ne sveti Bog sveti, ampak svet ljudi. Zakaj to hočem povedati? Ker ravno naš slovenski jezik, naša beseda, kdor ima klasično zbirko doma. Ko sem odprla to knjigo, vi boste sigurno vedel, mi je odprlo, pa tudi če nisem se prečitala, določen del telefonskih drog in med temi zelo, prva, druga so, ni važno. Ta moto, ki je verjetno kdor zna, ali pa poznate slovarje, novejše, starejše, ni treba, da jaz angliškega ne znam nič. Lahko pa tudi nemškega dosti razumem, kaj pomeni pus, za različnimi sinonimi, anonimi. In posebno ta moto, mein Fieslein ist das Fieslein, ist mein Sport. S tem nisem rekla s skupicami, temi pa temi, slovarčki, dole. Pa smo prišli do tizga, kaj pomeni poleg jezika, poleg slovnice, poleg črk najrazličnejših pisal vse. Pomeni to jedro, vsebina, ne ego. Sam človek nikoli ne more biti niti tako pamet, niti humor, da bi vodil svet. To se pravi, ni zadovolj, kot sem rekli, za tole čudovito, še vedno danes, ker poznam originalne ljudi, ki so preživeli, ne vsi, nekateri, ki smo bili kot prve na tej fakulteti ljubljanski, kot so rekli Titovi štipendisti iz neutralnega sveta. Zdaj niso važna imena, važno je to, kar hočem povedati. Tudi tale religija, ki zelo močno kdor pozna več. Izrael, ko je rekel mentaliteta, da ne bom naprej menila, na drugi strani pa geografija Palestine. A veste, kaj hočem povedati? Ali mi rečemo en človek, dva ali pa trije človeki, ali pa ljudje, kadar jih damo po deli, Matiz nima samo 5 samoglasnikov, pa 25 soglasnikov, zvenečih, nezvenečih. Imamo naprej XY-ovega, pujce, pike, zvezdice, še in še. In to hočem povedati, to človečanstvo, ali ga imenujete človeki, ima množino, ima moški, srednji, ženski spol, ima dovršne glagole, nedovršne glagole in še in še. Svetovni nazor odprimo zdaj tem, kaj pomenijo premagati. Vsi verjamemo v določeno metafiziko, saj jaz. Ne more me noben Bog prepričati, da so religije več kot svetovni nazor. Hvala lepa. Odvojili ste rekli za nič ne vem pisali, ne? Mislim, da v dvojini mnogi pišejo, zlasti pesniki, zlasti tisti, ki se poskušajo na spolskem terenu ljubezenske poezije, se je dvojina res nad vse primerna za izražanje najbolj intimnih čustev, ki si jih delita jaz in ti. In odnos med jaz in ti, kot bi rekel Martin Buber, je ključni odnos ne samo sodobnega sveta, ampak slehernega človeškega sveta. To je temeljna vez, v kateri pravzaprav človek šele ve zase kot človeka, če se vidi v ogledalu so človeka. No in zato je dvojina drugače od mnogih drugih jezikov, ki je na razpolago v slovenščini. Ni samo nek
nepomemben in zahteven okrasek oziroma ovira v slovnici, ampak v resnici izraža neko posebno stanje duha, da ne rečem niti besede o telesu. Se moramo zavedati, to pa zlasti tisti, ki uporabljamo jezik tudi onstran pragmatičnih uporabnih namenov. Dobro vemo, ne, da je jezik več kot samo tehnično formalno sredstvo sporazumevanja. Jezik predstavlja nek svojevrsten pogled na svet, ne, in ga jezik omejuje, hkrati pa tudi omogoča. Točno ta pogled na svet, v katerem se v vsakdanjem jeziku, ki ga uporabljamo, tiho reflektirajo in v njem zrcalijo in v njem nalagajo različne zgodovinske plasti, vojaške, kulturne, simbolične. Ne gre samo za 500 tehnično uporabnih besed, s katerimi se je mogoče naročiti kavo in poiskati pravo smer. Mislim, da je v tej zadnji knjigi, ki jo je napisal Lucy Han, tudi piše o dvojini in piše, da je pravzaprav dvojina v slovenščini izraz tega strahu, da bi vključili tretjega. Mi, ki smo tako zrasli v zaprtih dolinah. Zakaj pa to ne velja za ostale narode, ki so zrasli v zaprtih dolinah? Zato, ker še vedno vejo. Ja, jaz mislim, da je to za lase privlečen argument. T, pa S, kakorkoli gledate te žarke televizije, ker treba poznati ne samo dnevno svetlobo, tudi noč, ko mi je nekdo rekel, zdavna imam točno vem, kdaj, kako. A imaš, Erika, čas gledati luno, posmatrati prvi kraj, drugi tle? A veste, kaj pomenijo prestopna leta, vsakem 4 leta? Samo enkrat ima tisti rojstni dan, en dan več. Pa še to, tisti žarki, te krogle, pelipse, če so v sredi, ni važno za R, če hočem povedati, kako sem prišla tudi do te čudovite, najnovejše tehnologije. Sama, res, stres, pa zares. Kako premikaš zloge, 2, 3, na levo, desno, prijema ta rabci del pisave, čitaš, ne? Ampak to je važno. Tisti T, začetek, temelj, a so to korenine ali dol, zvoli pa ta S, to ni svetnik, to je svet. Svet, vsi, še tisto vesolje zraven dal. A veste, kje je zdaj ta kontinuiteta? Hvala. Kultura, vedete, kultura ima vse to v sebi, drugače ne bi ustvarjala take umetnine po svetu, posod. In ti ljudje, ki poznajo ta vzhod originalno, ki prihajajo po študije, po ne vem kakšna znanja, prihajajo na znaj, da bi rešili, kar se da, ne samo sebe, svojega otroka. Zakaj? Ker hoče povedati to, kar je Trstenak že zdavnej rekel. Zapad misli, da je zavadna civilizacija, za izobraževanje, za vsem, ne vem kje visoko. Vse največji mozgi, vse največje, od kapitala do vsega je tam. Samo, kadar pa ti vzameš knjige, aha, vzhod. To je že zdavne minilo. Samo te knjige, kombinacija vzhoda, zapada, severa, juga, celega planeta, 5 planetov ima olimpijsko geslo. No, ampak če že govorite, hvala za to vrstno posredovanje, ampak če že govorite o tem, da je vzhod, se pravi, to, kar so včasih imenovali Orient, oziroma to, kar danes recimo v razstavi mednarodnega grafičnega centra v Tivoliju imenujejo Jutrovo, za lepo staro slovensko besedo. Skratka, to je prostor vzhodnega Levanta in naprej. Torej prostor, ki ga v marsičem ne izključno opredeljuje ravno islam. Vendar pa je treba vedeti, da brez islama ne bi bilo sodobne, moderne, zahodne civilizacije taka, kakršna je. Pogled mi bega na uro. Mehanično napravo, s katero je mogoče meriti enote manjše od dneva. Zanimivo je vedeti, oziroma več kot zanimivo, poučno in zgovorno je dejstvo, da je mehanična naprava, ki meri enote manjše od dneva, proizvod ustvarjalnega srečanja oziroma hibridizacije izumov iz dveh različnih civilizacij. Iz srednjeveške
krščanske civilizacije, se pravi evropske civilizacije. V srednjem veku med Evropo in krščanstvom obstaja enačaj, ki pa zgine v novem veku, se pravi v modernem svetu, v postrenesančnem svetu. Se pravi, v 14. stoletju latinski menihi zahodnega krščanstva potrebujejo uro za to, da bi lahko molili ad majorem gloriam Deo, večjo božjo slavo, v skladu z periodičnimi molitvami. Torej potrebujejo uro. Sami iščejo, ne najdejo, ampak na oni strani Pirenejev, ki ločujejo Iberski polotok od celinske Evrope, pa je do 15. stoletja obstajala cvetoča, bleščeča civilizacija, imenovana Al-Andalus, oziroma mavrska civilizacija, muslimanska, kjer pa so kristjani in ljudje dejavno sodelovali v debatah in v izumih. No? In mavrski inženirji so prišli na dan z napravo, s pomočjo katere je mogoče prenašati silo z uporabo usnjenih jermenov. No? In ta izum, potem ko je prečkal Pireneje, so ga sprejeli in v svojo simbolično ekonomijo in vsakdanjo prakso integrirali menihi zahodnega krščanstva in voilà, izvolite, ura je rojena. Drugače se pravi, da poenostavim, brez prispevka jutrovega ne bi bilo tega, kar imenujemo moderna zahodna civilizacija, se pravi moderna, sekularna, kapitalistična civilizacija. Si predstavljate kapitalizem brez ure? Dobimo se na borzi približno enkrat od oka ob 4. Arabske številke. Poskušajte si tudi svoje padajoče pokojnine zračunati z uporabo, to je seveda kritika na sedanjo vlado, z uporabo rimskih številk. Videli boste, da gre za izredno komplicirano, zahtevno, če ne celo nemogočo operacijo. Rimske številke so dobre za seštevanje in odštevanje, ker matematične operacije, ki presegajo to elementarnost, pa postanejo trdi oreh, ki pa ga je zlahka mogoče zdrobiti z smotrno eleganco arabskih številk. In dejstvo, da jih je zahodna civilizacija, zahodno krščanstvo prevzelo iz arabske oziroma muslimanske civilizacije, ne govori, da so to dejstvo je dano na znanje v imenu. Mi imenujemo te številke arabske. V arabskem svetu pa jih imenujejo hindu številke, zato ker so jih Arabci dobili 200 let prej v stiku z indijskimi matematiki. In se ta simbolni dolg, če hočete, ali pa simbolna zadolženost, ki izvira iz hibridizacije, medsebojnega prevzemanja, oplajanja in ustvarjanja novih proizvodov, idej, simbolov in pripovedi, kaže tudi na jezikovni ravni. Da ne rečem niti besede o celi vrsti izrazov, od zenita do algebre, od čeka do pomaranče, ki izvirajo iz kultur jutrovega nasploh in iz muslimanske civilizacije še posebej. Zato govoriti o tem, da islam ne sodi recimo v Evropo, je napačno. Gre za islam v Evropi, oziroma evropski islam, je drugačen od arabskega islama, islama v Indoneziji in tako naprej, ampak vztrajati na tem, da je moderna evropska družba proizvod zgolj in samo judovske in krščanske civilizacije in sekularnega posvetnega razsvetljenstva v 18. stoletju, pomeni živeti v globoki zmoti. Gospoda Debeljaka, Jaz sem Makedonka, izhajam iz ene vasi, ker ni bilo ne elektrike, ne tekoče vode, skratka, čisto tako, bom rekla, kot rečem zdaj mladi easy. Pridem v Leku, službo, vidim neke sterilizacije, komore, luči, take, onake, ko sem rekla, kaj pa to, sterilizacija. Sem rekla, aha, to je to. Torej, moja mama,
ki je pridelovala sir, mleko, je najbolj občutljiva zadeva, to se pravi, ona je že znala za sterilizacijo. Kako? Ne, na soncu. Na opeku je obrnila te posode, ne, in to je bila recimo ta sterilizacija. Ne. Jaz rečem, moji mami se nikoli mlek ni pokvaril, sir, ne vem. Skratka, se nadovezujem, to je nadgradnja. Ne. Nadgradnja, kot ste vi rekel, ne, pač oni si nekaj izumejo in seveda potem s to tehniko in vse to, se to nadgradi in to smo tam, ker smo, ne. Drugače pa vse to so naši ljudje, naši predniki vedeli, kako in kaj pač je treba opraviti. Z hrano, z otroci, z družinami in tako naprej. Tako da izhajamo iz nekega tako nižje, potem pa nadgradimo. Ja, če bi se malo vrnili k filmu, mene najbolj pravzaprav v tem filmu pa to intrigira ta neprisotnost kamere, ne? Ta voajerizem sorte, ne? Ki je pa seveda dosti diskreten, da nam ne pomislimo. Ne? Neverjetno, tukaj je en režiser, vidim tamle, ki je pri šanku in me res zanima, kako je on ta, kako bi rekla, pristop, režijski pristop, kako ga je občutil. Kolega za šankom, ali si ne? To je Vlado Škafar, režiser filma Oča je njegov predzadnji film, zadnji film je Deklica in hrast. Skratka, nekaj malega nam povej o tem, kako si doživljal ta film. Vprašala si najprej za režijski pristop, ki se mi je zdel pač spreten, pameten. Gledal je tudi kakšne predhodnike svoje iranske. Oni zelo spretno uporabljajo to, tisto, kar se dogaja zunaj polja, se pravi, ali v zvoku, ali v zgodbi, ali v dogajanju. Tako da z tega vidika mi je bil zanimiv. Ampak tako, kot sem prej povedal, doživljanje je bilo pa tako, da sem se na začetku filma usedel na sedež in sem ves čas sedel na tem sedežu in sem tudi na koncu filma obstal na tem sedežu, se pravi, ni me pa nikamor odnesel. Ja, dobro. Prej sem rohnel proti diktatu ure, ampak žal sem mu podložil tudi sam. In kar me dela za svetohlinca. Ampak če smem zaključiti, vsaj kar se mojega prispevka k tej debati ali pa k razmisleku o filmu tiče, z eno anekdoto, za katero pa verjamem, da zelo nazorno prikazuje bistveno razsežnost tega filma. Anekdota pa je judovska. Kot veste, je judovstvo najstarejša abrahamska religija, krščanstvo in islam sta prav tako abrahamske religije, to so trojčki, da tako rečem. No in zato boste zlahka razumeli, da judovska anekdota se prilega tako temu izrecnemu filmu, kot mnogim našim sodobnim situacijam danes in tukaj. Dva moška prideta v Štetlu, se pravi v judovski vasi v predvojni vzhodni Evropi. Prideta k rabiju, k verskemu voditelju skupnosti, sta zapletena v spor. Sleherni od njiju ima svojo od nasprotnega popolnoma razlikujočo se interpretacijo oziroma tolmačenje konflikta. Rabi najprej posluša prvega moža. Ko posluša do konca, prav imate. Vrne se k drugemu možu in posluša njegovo interpretacijo, ki je popolnoma nasprotna prvi. Rabi posluša do konca in prav imate. Iz kuhne pa ga med pomivanjem posode ga posluša njegova žena, potem vstopi v dnevno sobo in pravi, ampak Rabi, kako je to mogoče? Kako? Ima lahko eni in isti stvari, on prav in tudi ti prav. To ni mogoče.
Rabi pa jo poslušam, pa prav, tudi ti imaš prav.